izpolnjevalo pogoje, da bodo obvezni, če pa za te otroke, ki so preboleli, kljub temu, da imamo skoraj 100% precepno populacijo po slovskem kašlju, še vedno epidemija slovskega kašlja. Zakaj? Če so vsi precepni. Vprašanje, če učinkovito se cepiva. Kako je to mogoče? Ampak vemo, da se pojavljajo še vedno let v Sloveniji, zdaj že kar bolj pogosto, epidemija slovskega kašlja. Zdaj se pa res sprašujem, ali ga te zdravniki ne znajo prepoznati in ga dejansko ne prepoznajo, ali ga nočejo prepoznati, ker bi to podaril njihovo statistiko o učinkovitosti cepiva. So pa že dokazali, da vejo, da gre za problem učinkovitosti cepiva, varnost tak že predno ugotovljeno, da ni važno, zato ker so zadnje leto dodali še dva nove odmerke, poživitvene odmerke, ker jim očitno tri odmerke niso bili dovolj. A če bomo zdaj spet napasijo politiko, pa filozofijo, zakaj potem cepijo kar vsako leto, da bo res zagotovili. Oziroma, drugo vprašanje z drugega konca je, a bo ta čreda slovenska pustila se to ponudila, da jim bojo to prepoznali v te mere, da bojo rekli, vi se podačili vaše projekte, pa najprej cepili vsako leto. To ne zanima. A bo ta čreda prišlo do tega, da bojo njihova inteligencija kapitulirala, da bojo rekli, prav, v redu, to je dobro za naše otroke, pa ni že vejo, kaj je prav. Ne vem. Ampak to je dejansko primer bolezni, ki je postala v 20 letov neprijetno, se pa ne navadno časih, ki je bilo veliko smrtnih primerov tudi glede tega. Ampak to ne zaradi tega, ker ne bi cepili, zato ker dejansko so tudi higienske in socialne razmere takšne, kar je za vse ostale bolezni. Tako da imamo tudi zdravljanje, seveda. Tudi imamo cepivo neočinkovito. Prebolelo bolezen ne puščajo do smrtne imunosti in da se tudi cepivo ne bilo. Otroška paraliza, virus, eden od enterovirusov, v glavnem nalezljiva vranijo, redki primer hude oblike bolezni, ampak te hude oblike paralize so tudi lahko povzročene tudi drugih virusov, ne zgolj od polio virusov. Vedno povezuje s polio, mialitisa, sprav otroško paralizo. Zdravljanje simptomatsko, vedno nima nekih zdravljenjev paralize, da vlašajo simptome. Ja, to je kakivna bolezen, zato, ker obstaja zelo temeljen sum, da je to lažna bolezen, da dejansko ni poslučena od samih virusov, da sami virusi polija, ki so mimogrede prisotni v vseh naših črevesnih florah, in to ne pa enem, ali pa teh sebih, ampak precej. In zakaj bi prav te virusi povzročali bolezen, če so stalno prisotni kot del naše klime notranje? Ja, pojavljate se teorije in to dosti podkovani tudi strokovnimi argumenti in raziskavami, da pravzaprav ne gre za otroško paralizo v tem smislu, ko jo mi poznamo, zaradi povzročenih simptomov zaradi virusa, temveč da gre za množične epidemije v 50 letih, ki je povzročila nenadzorovana uporaba insekticida DDT, ki pa dejansko vpliva na živčni sistem. Dokazano je, kako se takrat pojavili živčni pobolek, paraliz. Po temu, ko so veliko američani veliko špricali z DDT, čisto najboljši insekticid in najbolj preventivno osnov, so dejansko špricali posod. In takrat se v teh letih se dejansko zelo povečalo število otroških paraliz. Zakaj otroških? Če so vsi bili špricali, zakaj pa otroški? Vemo, kako delujejo strupi, tiske biologijo študiral na koliko mol, na maso, telesno, ista količina, ni vseeno pri otroku ali pa pri odrasli osebi. Spravo. Enako cepivo pri otroku z manjšo telesno težo povzroči večje rečinke, večjo škodo, kot pa odrasli osebi. Praviloma, ni pa nujno, lahko pri odrasli osebi za določenih dejavnikov tudi povzroča v enaki meri, kot pa te otroci, ki zbolijo. Načeloma drži to, da je ista količina strupa bolj ogroža manjšega otroka z manjšo telesno težo, kot pa odrasla oseba. Tako je, in se gojamo zato več otroških paraliz, prav
paralizme otroško populacijo in so hipernalne prilca. Zato bi lahko celo predavanje imel samo za polje spet, ali pa 2 večurna, kako je do tega prišlo. Na kratko, ta bolezen je bila izmišljena. Podobno kot AIDS. AIDS smo čisto stran, to je pa spet ena štorija zase. Ampak, če nas danes vprašajo, če bi pa še pa bi rekel, da zdaj bi prišli argument vrš, kaj bi mu pa ven vrgel. Eno študijo bi lahko mrgel, ko bi jo zrezal, sesekal, to pa ni. To so recimo Wakefielda za autizem. Še vedno nam že večjo naši strokovnjaki po raznih redijah strokovnih, ko se sklicujejo na novinarje, pa njihove raziskave, jih pač demantirajo in degradirajo, samo zato, ker so pač odkrili nekaj, kar ni bilo v skladu z vladajočo ideologijo, vladajoče religije. In če bi to ubelodalo, bi imeli najmanj, če ne bo že kaj huji. Ne, to je tako je in to bo tako ostalo. Mi pa vemo pa, že to tako ni. Mi se tega ne bojimo. So pa cepivo, se bo včasih imeli, to je zdaj IPV cepivo. Del tega cepiva prejšnji, ki so gledali, pridružil zraven. To cepivo je intramuskularno, sprav celtičga. Predtem je bilo OPV, oral polioveksin. To je pa tako, da so žličkami dali živo cepivo. To cepivo je pa dejansko povzročilo tudi veliko zdravstvenih težav, ker je dejansko prišlo neposredno človeško tlono in tam povzročilo veliko težav zdravstvenih in zdravstvenih učinkov, med drugim tudi tole. Zato se ga potem spremenili. Pa bi zopet vprašal, kaj če je bilo OPV varno učinkovitost, kaj potem, da danes OPV pač ni, razno v tem svetu, se pravi na jugu, tam je. Think about it, razmišljaj svojo glavo. Religija ne bo tega povedala zakaj. Berijo med vrsticami zakaj. Hemofilus influenza, bakterija, pa še zmeri se influenca imenuje. Tako čudno, ne gre za virus, gre za bakterijo. Da ne zvijo bolezen, potencialno ne pogosto reti zapleti, ne bolezen, to ni enako temu, to so zapleti. Po katerem koli virusu pa bakterij lahko, encefalitis, meningitis in tako naprej. Mogoče to je mečkem bolj značilno za HIV, ker je prisotno žrelnic dejansko pri vseh nas, da to najde, tudi to v brisu žrela. Ampak oziroma 2 smrti je bilo dovolj, da so tisti kreatorji finančne politike, farmacevtske, uspeli zdobirati to medobvezno. Ni bilo veliko treba vredno napora, da so to rekli politikom, to pa je obvezno, kako se recimo zdaj za rotavirus gre, malo spremljate. Prejšnjem letu 2 je bilo veliko govora o nevarnosti rotavirusa, od ena od poslank, ko smo vprašali, zakaj pa taka gonja, a pa vi kaj veste o tem, je pa rekla ne, ampak sem pa slišala. Kako potem govoriš na politične ravni o potrebnosti uvedbe polio rotavirusa med obvezna cepljenja, če nič ne veš o tem. Pa pa kar malo tih. Tukaj recimo pred leti za HPV, ko so hotele en trop poslan videti to med obvezna, za hudo gonjo oziroma s hudo medijsko prezentacijo. Češ, to je tako nevarna bolezen, tako prisotna pri ženskah, srednjih let, pa treba nujno naše deklice zaščititi in ne vem kaj, da mora biti obvezno. Kumaj, da smo preprečili, da je šlo med prostovoljno, ne med obvezno. Kar ni nujno, da bo dolg čas ostalo. Mi smo takrat zagotovili, za določeno sredno so nam zagotovili, da bo pa med prostovoljnim, da ne bo obvezni. Pa sem rekel, v redu, ne pač bo tako, ne si vsak plača sam. Prav. Ampak jaz dobro, da bo potem ostali, ker so dobi premočni denarni dobički, finančni dobički pa preveliki, da nekaj pustijo celo moško populacijo receptno, čim bojo registrirali cepivo za dečke, 100% bojo to spremenili v obvezno, tako da sploh noben vedno bo verjetno. Ta je naša super balkanska politika zdravstvena. Ja, kaj dva zapletka sta bila, ko so itak vsak dan v bolnicah je bilo zadozo za to umestili med obvezno cepljenje. Ošpice.
tole, ne, ja, veliko pred cepljenjem, ko so ošpice že imele. Spet, zakaj, ne? Po grafik bomo videli, ja, ne za cepljenje, za drugih stvari. Ampak danes povezujejo odpravo ošpic, eradikacijo ošpic s cepivi. Prav, statistično to ne gre skupaj. Dejansko prihaja zelo redko do zapletov, ampak do zapletov tako še enkrat znamo lahko prije katerekoli bolezni, ne samo kot ošpice, ali pa, ne vem, davica tetanus, pa katerekoli druge bolezni, ki so danes menili. To so zapleti, lahko po katerekoli bolezni, v bistvu kakšne stavljajo imunski sistem posebej. Ogroženi pa so osebe za imunsko pomanjkljivostjo, majhni otroci pa starejši, predvsem, pač vemo zakaj. Drugač pa ne, in ošpice so danes taka bolezen, blaga bolezen, recimo, da težko sploh, če je v mili obliki, veste sploh, da gre za to. Tega pa nobene testira, ne, ponavadi, proti telesno to. Tudi če bi vprašali, kaj mi pokazali, te testi so zelo nesigurni, negotovi. Ampak pač je del cepiva proti ošpicam, mumsu in rdečkam. Mums. Zelo redki zapleti, pri dečkih, vnetje mod. Zelo redki zapleti. Spet pri ogroženi populaciji imunske pomanjkljivosti, lahko tudi največkrat zaradi predhodnih medicinskih posegov, tudi cepljenja, antibiotičnih zdravljenj. Skratka, tam, kjer je imunski sistem prizadet, je potem lažje prizadenejo tudi druge bolezni. Mumps, ošpice, rdečke, dolice, so bolezni, otroške bolezni, ki bi mogel vsak otrok preboleti. Kdor je v odrasli dobi, ne vem, kdo prebolel dolice v odrasli dobi? Jaz sem jih par let nazaj, mislim, da bom umrl. To je bilo podobno. To so otroške nalezljive bolezni. Jih prebolijo otroci, sploh ne veš, da je. Moja čisto od mene nalezla, par pikic sem imela, nič nisem bil, nič ni bilo podobno, jaz se skoraj umrl tam zraven. Tako preživela, da ne bi vedel, da so to dolice, če jaz vem, ne bi vedel, da je to smo mene dobila. In oni to prebolijo just like that. Isto rdečke, mumps, ne vejo, sploh ni neprevreden infekcije. Problematično za moški po puberteti. Po puberteti, v odrasli dobi dobiti mumps je pa še večji problem, kot pa za novice. Je pa tudi so bili že smrtni primeri in tudi neplodnost je bila že povzročena marsikdaj zaradi tega. Ampak s tem, ko so cepili cel populacije, so samo to naredili, da so prestavili mejo obolevanja na višji gor, takrat, ko cepiva ne bodo več delovala. Še večji problem tega efekta je pri rdečkah. Zakaj? Cepijo deklice v zgodnem otroštvu, potem imajo še en poživitveni odmerek, cepivo drži 5, 7, 10 let. Torej, pusti takrat, kadar punce odrastajo ženske in so v rodnem obdobju. Ko zanosijo. Vemo pa, da okužba z rdečkom v prvem 3 meseču nosečnosti lahko povzroči okvaro ploda, kongenitalne rdečke. Kdo bo garantiral ženski, ki je bila cepljena v otroštvu, cepivo zagarantirano ne drži, celo življenje, če sploh kaj drži, da ne bo v rodni dobi bila okužena z rdečkami, ki še kročijo mimogrede, samo mogoče jih ne najdejo, pa da ne bo do zapletov v zvezi z okvarom plodu prišlo. Koliko je bilo okvar ploda, ne da bi povezan z enim od teh virusov, to povzroča mimogrede, ni edini virus, ki povzroča kongenitalne spremembe, deformacije ploda. Vemo, da toksoplazmoza na prvem mestu, citomegalovirus, HIV in drugi so tisti, ki lahko povzročijo deformacije ploda v zgodnji nosečnosti. Velikih je, ampak cepijo pa oblajo rdečka, čeprav bi deklice lahko preživele